Marko Mikel, lep pozdrav v Brazilijo. Pozdrav, živja. V mesto Boa Vista na skrajnem severu države, ampak to niti ni tako bistveno, morda je dovolj, če poveva, da je to tam, kjer je amazonski pragost, to je namreč tudi tisto, kar vas najbolj zanima, ampak poskušajva pojasniti to vašo fascinacijo nad prvobitnim ali manj korektno rečeno primitivnim življenjem z vašimi osebnimi izhodišči. Še pred nekaj leti ste živeli v Veliki Britaniji, tu se začne vaša izseljenska pot, ne? V Angliji, takoj po srednji šoli ste zbežali, kaj ste delali tam? V Angliji sem bil negovalec, skrbel sem za ljudi s poškodbo hrbtenjače, tako da moji klienti so bili tetraplegiki in to je bila služba. Že tako ste daleč od zapečkarskega tipa človeka, ampak predlani, če se ne motim, ste se odločili pa še za konkretnejši odmik od za naše okolje tipičnega načina življenja. Potovanjem se nikoli niste želeli odreči, vsaj za nekaj mesecev letno, ne glede na to, kje ste v službi, ampak predlani ste se pa odpravili še na tole bistveno daljše potovanje. Zakaj vas je, bodisi delo, ki ste ga omenili, ali pa življenje na otoku nasploh utesnjevalo? Pa v Angliji sem samo delal, tako da jaz nisem tam iskal nekak življenja za naprej, Že v glavi sem si to na začetku rekel, da bom šel samo za nekaj časa. Ko sem šel pa v bistvu na to pot, sem pa iskal bolj potovanje, bolj neko eksotiko, novo hrano, nove ljudi, kulturo, nova spoznanja, tako da ni glih zdaj to povezano, utesnevanje s tem, da sem se odpravil na pot. Niste toliko bežali, nekaj vas je vleklo prej kot odrivalo od tam, odkoder ste šli, ne? Katere države Tako je. Ste obiskali od novembra 2023 in katere izkušnje z njimi so vam najbolj ostale v spominu? Začel sem z Mehiko, potem sem šel pa dol čez celo Centralno Ameriko, pa v Kolumbijo, v Južno Ameriko, Peru, severni del Bolivije, v bistvu samo Amazonija, džungla, pa čez Brazilijo, Gvajane, zdaj sem nazaj v Braziliji, vmes sem bil še v Venezueli. Sigurno nek največji highlight je bila džungla, že v Centralni Ameriki, Moskitija, v Hondurasu, tle v Južni pa Amazonija, in življenje v Amazoniji. Česa vse si iz tega gledišča, iz obdobja civilizacije, obilja tako imenovanega zahodnega sveta, ne moremo ali pa si težko predstavljamo o življenju plemenskih ljudstev, recimo v pragozdu Bolivije in Brazilije? Mogoče sploh v Amazoniji, ker so neke vasi, plemena, community, so tako oddaljeni, da si težko predstavljati neko to zelo harmonično življenje z naravo. Veliko teh skupnosti še vedno lovi hrano, potem vrtnarijo tam, sadijo razne stvari. V bistvu velikrat ni trgovin na desetine kilometrov stran. Zdaj nazadnje, ko sem bil tukaj v Braziliji, v Roraimi, trgovine ni bilo nekaj 100 kilometrov stran. Mogoče si za nas to težko predstavljati, da nimaš nekega udobja. Saj to, če že omenjava udobje, če bi morali izbrati samo en element tukajšnjega življenja, ki tam nikakor ni dostopen, pa bi si močno želeli, da bi bilo to kaj? Topla tekoča voda, pametni telefon, procesirana hrana, ne vem. To je zdaj tako zanimivo vprašanje, ker si ti tam, se zelo hitro odvadiš od vsega. In na začetku pogrešaš 20 stvari, pa kar naenkrat ne pogrešaš nič. Mogoče res ta convenience, ne vem, kako se v slovenščini reče. Prikladnost oziroma razpoložljivost stvari. Razpoložljivost stvari, tako. Tudi prometne povezave, sva rekla, so v teh krajih nevredne tega poimenovanja pravzaprav. In kaj se zgodi recimo, če bi se rad nekam dlje odpravil, pa si na nekaj tedenskem ali pa nekaj dnevnem bivanju v džungli pri nekom? Če moraš recimo nujno do zdravnika. Če moraš nujno do zdravnika, v bistvu malo na srečo igraš. Včasih so cestne povezave, ampak ko si malo globlje v džungli, si v bistvu odvisen ali od ladje ali pa od aviona. To se je tudi meni zgodilo. In sem rabil počakati ladjo,
neke fante, ki so iskali zlato tam, ki so rudari zlata v bistvu. In sem se pol z njimi odpeljal do neke vasi in potem naslednji dan zvečer do mesta. Kaj pa vam Tako je da bilo? traja. Bolezen? Ja, ne vem, kako bi to zdaj povedal, da sem uriniral kri. Ja, sliši se zelo slabo. To je bilo v Amazoniji? Ja, to je bilo v severu Bolivije. Aha, no in potem? Ja, in potem sem prišel do zdravnika. Po 2 dneh? Tako, ja. Do zdravnika, ki je bil oddaljen od vas takrat? Ja, 2 dni. 2 dni in ni važno, koliko je kilometrov, razumem, operira vas z drugimi enotami. Ja. Tle kilometri v bistvu niso toliko važni, zato ker s temi majhnimi čovni se ful počasi premikaš. Cesta je neasfaltirana, včasih rabiš za 100 kilometrov 4-5 ur. Tako da 2 dni sem bil stran, nič nisem mogel. Torej, vi ste v svojih izločkih nekega jutra nič hudega sluteči zaznali kri, najbrž vas je malce zagrabila panika, ste poiskali zdravnika in že v 2 dneh ste bili pri zdravniku in potem hospitalizirani? Ne, v bistvu teste so mi naredili, to se je vlekel 3 dni, to je bilo v Boliviji. Aha, sva že napet. Naročiš. Ja. In pa so naslednji dan teste naredili, pa naslednji dan sem dobil rezultate in je bilo v bistvu vse v redu, ampak ja, trajalo je. Malo je bilo tako nervozno, ker ne veš, na čem si. Ja, in na koncu ni bilo nič? Nič, na koncu so mi povedali, da sem zdrav, kljub temu, da je bila kri v urinu. Počutil sem se pa v redu. Ja. Da vse to, kar sva zdaj postavila na eno stran tehtnice, nekako ravnotežiš, mora biti na drugi strani tudi nekaj tehtnega. Ne? Kaj vas tako vleče v divjino? Kaj imate od tega? Ja, mislim, kaj imam od tega? Ponavadi imam kakšen parazit, ki pridem nazaj, pa skoraj vedno zbolim. Če bi zdaj moje prijatelje vprašal, zakaj to delam. Ampak v resnici je pa ta neka eksotika, ta oddaljenost od civilizacije, sploh ko si globoko v džungli, ki slišiš ta zvok, muziko džungle, jaz temu rečem, ker res občutiš, da nimaš ljudi, in življenje je tam zelo surovo. In nekako se počutiš, da si del ekosistema, ne pa da si vrh tega ekosistema. In je to zelo tak fascinanten občutek, sploh, ko si res globoko v džungli. Ko moraš biti tudi pozoren, kaj ješ, kaj piješ, kam boš stopil. Ko rečete, moraš paziti, kam boš stopil, se vam v mislih takoj naslika kakšna izkušnja? Ja, v bistvu sploh v Boliviji je bilo veliko tarantel, če greš malo na sprehod, moraš paziti, kakšne kače, insekti so verjetno še največji problem. Tuširal sem se večinoma v teh močverjih, tako da moraš paziti, da kaj ne zagaziš. Tuširal pomeni, postaviš se pod slab. Ja, včasih je to slab, včasih so pa to neka močverja in se vržeš noter in upaš, da na nič ne stopiš in se stuširaš tam. Tako se sliši zelo tako grobo, ampak se navadiš zelo hitro. Ja. Nimaš drugega. Pogovarjamo se z Markom Mikljem, popotnikom, ki ga najbolj privlačijo težko dostopni predeli sveta, tako fizično kot v vseh drugih pogledih, ki jih morda lahko zdaj deloma pojasniva. Kako sploh prideš do možnosti, da se, najbrž v spremstvu koga, odpraviš v globine pragozda? Kar tako na pamet se verjetno to ne počne, ne? A potem kaj, se zadržuješ tam na obrobju džungle, sprašuješ tu pa tam, če koga kdo tam notri pozna, pa če lahko prideš na obisk? Ja, tako sem jaz delal. Vedno sem prišel do nekih mal večjih mest v džungli, pred džunglo in sem začel spraševati. Včasih so bili to neki placi, kjer so bili tudi kakšni drugi popotniki, večinoma tega ni bilo. Tako da sem se povezal z nekimi lokalnimi ljudmi, ribiči so mi včasih kaj povedali in pol nekako naberaš par dni informacije in vedno se nekaj sestavi na koncu. Recimo tukaj zdaj, ko sem v Roraimi na severu Brazilije, sem neke antropologe spoznal, tako da sem preko njih lahko prišel v rezervat od Janomamijev. Tako da čisto odvisno.
Ja, v Kolumbiji ste kak teden preživeli na osameli farmi nekega zdravilca, šamana sredi džungle, pravzaprav koliko kilometrov od, ali pa ne, nekaj smo se naučili, ne, koliko dni od najbližjega avtobusa ali pa trgovine? Ja, v bistvu od trgovine 1 uro z ladjo, od avtobusa je bilo pa 300 kilometrov, je bilo pa en dan. No in kaj sta tam počela en teden? Ja, v bistvu tam se mi je pridružil moj prijatelj v Kolumbiji in sva spet čisto slučajno sva šla na jug Kolumbije z avtobusom do zadnjega mesta in začela sva malo spraševati ljudi, sva spoznala nekoga, nam dal kontakt in midva vzameva potem ladjo, cel dan se vozva, prideva, se dobiva s tem zdravilcem v mestu. Mislim, se dobimo, gremo na njegovo farmo in ja, na farmi smo bili en teden, živeli smo z njim, tudi kuhali smo ayahuasko, pa smo to tudi pili seveda. In tako, kako je bilo? Zanimiva izkušnja. Ja, tako bi rekel, precej naporno. Da, mislim, ta izkušnja slovi kot prelomna v življenju marsikoga, ne. Gre za pravzaprav drogo, ki se obredno uživa v nekaterih predelih sveta in po mnenju nekaterih je celo zdravilo za mnoge duševne težave. Vi niste iz tega razloga poskušali tega? Ne, predvsem je bila tukaj radovednost. Je bila to najbolj nora izkušnja tistega dela vaše poti? Ja, mogoče je bila najbolj nora izkušnja tega meseca, ja. Aha, ampak samo meseca. Ja, pa sem bil tudi v Braziliji, smo tudi v Braziliji pili v bistvu s celo skupnostjo indijansko, to je bilo tudi zelo zanimivo. Ampak ja, to so kar take izkušnje, ki ti ostanejo v spominu. Mogoče ne to toliko sam zaradi ayahuaske, ampak cela zgodba, ki si v njej, ti si tam globoko v džungli, ni bilo elektrike, ni avtov, nič ne slišiš, tema, zvečer so zvezde, ogenj smo naredili. Tako, cela izkušnja je zelo zanimiva. Predstavljam si, da ta začasna bivanja, sploh če so malce dlje trajajoča, saj veste, kako pravijo pri nas na jugu, vsako gosta 3 dana dosta, ne, delujejo po principu recipročnosti. V zameno za prenočišče, pa morda hrano in pijačo, ne, ste najbrž kdaj tudi kaj morali poprijeti za kakšno delo. Je res? Lahko podate kakšen primer? Ali pa, če tako vprašam, no, kaj je bila najbolj nora ali pa poprej nepričakovana stvar, ki ste jo delali, kot neko tam vsakdanje opravilo? Ja, mogoče ne vsakdanje, ampak nora je bil požar v džungli. Smo s communityjem, smo gasili požar v džungli in to je bilo kar veliko in smo hodili do reke s temi čebri in pa smo vodo zajeli in gasili tam in ta požar je trajal 3 dni. Tako da na začetku smo ga v bistvu samo malo omilili, pa smo ga pa gasili naslednji dni. To je tudi nevarno početje, ne? Mislim, si predstavljam, da tudi brez opreme, ki bi tukaj rekli približno sprejemljiva. Ja, pa sej tam, ki je v bistvu ful gorel, nismo šli. V bistvu smo ga na začetku sam okrog, da se ni širil, pa džungla itak zgorela in ni več tega gozdga ognja bilo. Ampak ja, je kar izkušnja, no? Ker si sredi džungle, sploh po noč, je vse svetlo okrog, zadimljeno, kar nepričakovano. Kaj ste se v zadnjih 2 letih, odkar potujete po Amerikah, predvsem torej po amazonskih gozdovih v južni, naučili o ljudeh, česar prej niste vedeli? To je zdaj težko eno stvar reči, ampak mogoče je bila neka največja stvar, da sem videl toliko različno življenje, neke skupnosti pa ljudi, ste tudi ljudje, ki ne živijo v Amazoniji, nekateri so živeli toliko drugače, da mogoče začneš malo drugače gledati na drugačnost. In so mi nekako pokazali, da sploh to življenje, ki ga jaz živim, čez dalje bolj vidim, da je to res nek privilegij, na nek način, da imam možnost videti vse te ljudi, se z njimi pogovarjati. In oni so v neki drugačni poziciji, ker oni imajo ponavadi manj možnosti. Zelo veliko hvaležnosti sem začutil s tem,
ki so mi kazali v bistvu, kako lahko tudi z nekimi najbolj simpel stvarmi oni ostanejo ful, pa nas je to malo zlajna beseda, srečni, Ja, zlajna, ampak po malem na tem koncu sveta vse manj vemo, kaj točno to pomeni in vse teže dosegljivo nam je, tako da se nimamo kaj zmordovati. Še to mogoče, najbrž boste to v polnosti začutili šele tukaj, ko se vrnete v Slovenijo in vas recimo ujame kulturni šok ob vrnitvi v domačo kulturo. Menda imate to načrt v kratkem narediti, se vrniti, ampak a ste se tudi vi v tem času kaj spremenili? Vas je ta pot močno zaznamovala? Se iz džungle vračate kot drugačen človek, drugače razmišljate? Mislim, ne bi rekel drugačen človek, bi pa rekel, da te spremenijo te izkušnje. Nekatere so pač zelo intenzivne, in človek, ki občuti te intenzivne izkušnje, seveda se spremeniš. Zdaj bi težko povedal, kaj je toliko drugače, ampak, tako kot ste rekli, mogoče bom lažje odgovoril na to čez kakšno leto. Bodo doma povedali. Nekaj teh razmislekov imate namen potem zbrati in izdati v obliki knjige kmalu? V bistvu, zdaj sem že pisati začel. Ko bo to napisano, bom izdal, ampak plan je v letošnjem letu. Ja. Bo pa o vaši poti nasploh ali o kakšni konkretni destinaciji? Ne, v bistvu bo v tej celi poti, mogoče z malo večjim poudarkom na džungli pa skupnostih. Se veselimo branja. Marko Mikl, najlepša hvala za čas, ki ste si ga vzeli za nas, mobilne podatke, ki ste jih morda porabili, da smo lahko vse skupaj izpeljali in te reči. Lep pozdrav iz Ljubljane, pa vse dobro vam želimo. Ja, hvala tudi vam. Vse lepo.